Parlamentarne volitve so za nami. Statistično gledano se je v volilnem okraju Maribor letošnje leto na volišče odpravilo nekoliko več volilnih upravičencev kot pred 4 leti. Okrajne komisije so zabeležile 49,11% udeležbo. Od skupno 213.161 upravičencev se jih je volitev udeležilo 104.693. Mariborčan Dejan Kaloh bo zastopal zmagovalno stranko SDS. Zdaj vidimo, da mariborskih poslancev bo relativno malo, 4 bomo iz 4 različnih strank, ampak gledajte, če se spomnite prejšnjega mandata, SMC je recimo imel 5 poslancev, ki pa so v 4 letih mandata postavili zgolj 3 poslanska vprašanja v povprečju v celem mandatu. Se pravi, ni toliko važna, bi rekel, število, ne, kvantiteta, ampak kvaliteta poslanskega dela. Ne. Na našem mariborskem štajerskem koncu sem že večkrat dejal, tudi Maribor počasi bo potreboval svoj zakon, tako kot ga ima Ljubljana, ne, se pravi zakon o prestolnici. Leta 2010 so Prekmurci dobili svoj zakon, jaz mislim, zadnji čas, da tudi Maribor kot drugo največje mesto, kot regionalno središče, dobi svoj zakon, ki mu bo marsikaj olajšal, kajti Maribor od povprečnin ne more dejansko funkcionirati tako kot treba. Na včerajšnjih volitvah si je mesto v parlamentu pridobila tudi mariborska mestna svetnica Lidija Divjak-Mirnik, ki bo zastopala listo Marjana Šarca. V listi Marjana Šarca smo pravzaprav zelo malo obljubljali. Obljubljali pa smo, da bomo trdo in dobro delali, seveda tudi za Maribor. In jaz na tem mestu lahko obljubim, da se bom po svojih najboljših močeh potrudila, bila glasna, da se bo glas Maribora slišal tudi v državnem zboru. Glede obljube, da bo sklicala sestanek vseh mariborskih poslancev, pa Divjakova komentira. To obljubo bom tudi držala. V tem trenutku je pač treba počakati na uradne rezultate, potem pa bomo se vsi tisti 3 gospodje in jaz usedli in rekli, kako bomo delali za dobrobit Maribora. Medtem ko nekateri niso dajali konkretnih obljub, pa v parlamentu ostaja poslanec SMC Branislav Rajić, ki ima konkretne ideje prav za Maribor. Največ sem se do sedaj angažiral ravno na infrastrukturi in tukaj, ker začenjamo z gradnjo južne obvoznice v načrtu za naslednja 4 leta, je vsekakor severna obvoznica. Naslednji angažma bo v kulturi, predvsem za decentralizacijo kulture. Imamo umetnostno galerijo Maribor, ki zagotovo moramo poskrbeti, da bi dobila status nacionalne ustanove. Imamo Majstrovo knjižnico, smo v letu majstra in je čas, da ta knjižnica res tudi dobi pomen. Gradi se tudi ta podvoz pod železniško progo. Ta projekt je tudi treba skrbno spremljati, da bi se dokončal do jeseni naslednje leto, kot je bilo obljubljeno. V parlamentu bo prav tako Franc Trček iz Levice, ki pravi, da politika ne obljublja, temveč dela tisto, kar mora in kar lahko. Prvo urgentno zadevo in upam, da se mi bo že naslednji teden uspel zmeniti z vodstvom UKC Maribor finančno in kadrovsko reševanje našega mariborskega kliničnega centra, ker smo že predolgo, bom rekel, na naši strani trojan, drugo in tretje razredni državljani glede tega. Druga zadeva, ne glede na to, kdo bo župan ali županja v Mariboru, moramo iti v reševanje problematike financiranja občin, ker trenutno formula, ki obstaja, najbolj striže v škodo Mariboru. Izpostavil pa je tudi problem turizma na Pohorju, tudi dejstvo, da je naloga države, da pomaga revnim in odpravi razloge revščine. Vprašani posamezniki na obljube ne dajo veliko, kljub temu je kar nekaj takšnih, ki verjamejo v pozitivne spremembe in drugačnost. Ja, moralo bi biti, ne, zdaj že pravi čas, tako da držimo pesti, da bojo nekaj spremenili. Ja, upam, da bodo. To je pa tako težko vprašanje, ne, zelo težko. Zato, ker ta neodločnost pa ta smisel do ljudi je malo zamr. Tudi vsa upanja nekako, vse v neki skeptiki. Ne vem. Ne bo drugače, ker še vedno je prvak Janez Janša. Ne? Zato za mene, po moje, se ne bo nič spremenilo. Ja, upam, da bojo imeli da bo kaj z tega, pa da bojo se znali zmeniti, ker bojo težko sestavili vlado. Verjamem, da se bojo trudili po najboljših močeh. Dane obljube v predvolilnem času so eno, koliko od njih bodo lahko poslanci izpolnili, pa bomo videli in spremljali naslednja 4 leta.